Napovedi demografov kažejo, da bo kar od 75 do 80% Evropejcev živelo v metropolitanskih regijah v velikih mestih, naša naloga pa je, da ta trend upočasnimo, je na mednarodni konferenci o pametnih vaseh dejal gostitelj Franc Bogovič. In zagotovo bomo s temi rešitvami, ki omogočajo kvalitetno infrastrukturo, delovno mesto na podeželju, zaustavili ta trend hitre urbanizacije in na drugi strani selitve iz manj razvitih regij v bolj razvite regije, običajno to iz jugovzhodne Evrope proti severozahodni. Gre za pomembno nalogo, ki jo je kot enega svojih ključnih ciljev prepoznala tudi Evropska komisija. Udeleženci konference so se strinjali, da se je treba za dosego ciljev problematike lotiti na vseh ravneh, tako na evropski kot tudi na lokalni in državni. Kmetijsko ministrstvo v okviru strateškega načrta novega programskega obdobja namerava podpreti tudi koncept pametnih vasi, ki pa je, kot trdi kmetijski minister, soodvisen od razvoja kmetij in kmetijskih gospodarstev na teh območjih. Za razvoj pametnih vasi prvenstveno preko LEADER sredstev, pa tudi, kot smo že danes v razpravljali, je razvoj pametnih vasi in koncept pametnih vasi na drugi strani praktično soodvisen od razvoja kmetij in kmetijskih gospodarstv na teh območjih, kajti kmetije in kmetijska gospodarstva vzdržujejo, obdelujejo, ohranjajo pokrajino, ohranjajo poseljenost in zato bomo tudi temu konceptu praktično posvetili večji del programa razvoja podeželja in tudi en pomemben del tako imenovanih neposrednih plačil oziroma dohodkovne podpore. A k razvoju podeželja je treba pristopiti celostno, so se strinjali udeleženci, ter vanj vključiti infrastrukturo, energetiko, mobilnost in zdravstveno oskrbo. Pred nami je preboj tudi na področju prometa. Torej, danes vidimo vse več in več električnih avtomobilov, vidimo vse več in več koles na baterije. Vse to lahko skupaj z digitalizacijo, torej z internetom na podeželju, združimo v neko kakovostno ponudbo, ki je lahko doživljajska, torej življenje na kmetiji, življenje na podeželju. Seveda pa združimo vse skupaj tudi v moderno sodobno digitalno kmetijstvo. Vidim, da je tle tudi naš minister, en, drug, tretji, tako da upam, da bojo tudi oni kaj povlekli iz tega in da bojo usmerili na podeželje več zadev. Je pa res, da je vse z denarjem povezano in ta denar bo treba od nekod dobiti. Vsekakor pa je pomembno povezovanje z gospodarstvom, ki na podeželju že prepoznava svoje poslovne priložnosti in ponuja rešitve, ki jih podeželani ponekod že s pridom uporabljajo. Telekom na tem področju seveda si prizadeva razvijati sodobne rešitve prihodnosti, ki bodo starejšim tudi na podeželju omogočale dostop do teh storitev, se pravi, če bo nekdo padel, nekdo, ki živi sam, da bo to naprava, naprimer detektor padca, takoj zaznal, da bo ljudje, medicinsko osebje takoj prišlo, mu pomagalo. Gre nekako za prvo energetsko tržnico na svetu, kjer si ljudje, vsak, ki ima obnovljiv vir, sončno elektrarno, hidroelektrarno, lahko to proda končnemu uporabniku, vsi porabljamo električno energijo ali kot gospodinjstva, podjetja, industrija, nekako rečemo peer-to-peer, vsak z vsakim se lahko dogovorite za ceno in si to elektriko izmenjata in tudi finančno se ta zadeva avtomatsko na tržnici zapre. Dejansko izvajamo te aktivnosti pametni vasi, kar pametni ljudje se povezujejo, tako kot se mi povezujemo skozi okuse Posavja, od same pridelave lokalnih, svežih okusnih surovin do gostinskih ponudnikov in potem na vrhunskih krožnikov. In zelo smo ponosni na našo blagovno znamko, ki jo ponašamo tudi izven slovenskih meja. V tem okviru načrtujemo tudi izgradnjo enega takega naselja na Senovem, kjer ne bi bilo namenjeno starejšim ljudem, pa je to okolje na pol mestno, na pol vaško in seveda primerno, da tudi ponudi starejšim ljudem tak občutek enega bivanja v stiku z naravo. Predvsem gre za to, da se ljudje prijetno počutijo in da to svojo starost primerno letom in sposobnostim tudi preživijo. Govorimo o odgovoru na izzive današnjega časa, ki so povezani z vsemi vplivi, ki jih na nas ima na eni strani, če hočejo demografski trendi, okoljske spremembe in pa tudi digitalizacija. Nenazadnje nam je pa tudi COVID dokončno pokazal, kako po eni strani potrebujemo to infrastrukturo na podeželju in na drugi strani, kako je lahko
življenje na podeželju tudi lepše od življenja v mestih. Bogovič je na konferenci napovedal ustanovitev Evropskega foruma za pametne vasi, ki bo združeval lokalno ter evropsko politiko in gospodarstvo.